Potem prehajamo na prvo točko. Vprašanje in pobude. Na zastavljeno vprašanje samostojnega svetnika SD gospoda Ceneta Lapa bo odgovorila Barbara Strajnar, na vprašanje svetniške skupine Liste Sandija Uršiča bo odgovorila Nine Semprimožnik bo odgovoril Tim Štritov, na vprašanje svetniške skupine Liste Mateja Slaparja Matija Podjeda pa bo odgovoril poveljnik civilne zaščite Tomaž Zabavnik. Besedo najprej dajem gospodu Cenetu Lapu v imenu samostojnega svetnika SD. Izvoli, Cene. Lep pozdrav in pa hvala za besedo. Zanima nas izgradnja kolesarskih stez v naši občini in nasploh kolesarske infrastrukture v Kamniku. Glede na velik interes občanov za preživljanje prostega časa na kolesu in pa v naravnem okolju, pri tem pa je ta disciplina v silovitem vzponu in v skladu s svetovnimi trendi se nam zdi vprašanje pomembno. Uvodoma velja poudariti, da imamo zgolj nekaj kilometrov izven meja naše občine najboljšega kolesarja na svetu, torej številko 1 UCI svetovne lestvice, kjer se Tadej Pogačar že skoraj 3 leta nahaja na prvem mestu, torej nesporna številka 1 svetovnega cestnega kolesarstva ter hkrati zmaguje največje svetovne dirke. Prav zaradi našega šampiona in idola iz sosednje Komende čedalje več mladih in pa tudi starejših pričenja s kolesarjenjem. Zato vsekakor menimo, da bi že iz tega razloga morali nemudoma pričeti z izgradnjo infrastrukture v naši občini. Saj je trenutno stanje precej slabo oziroma pomanjkljivo. Pohvaliti velja v preteklih letih izgrajeno omrežje v smeri Podgorja in naprej proti Mengšu. In upamo, da bo šel razvoj tudi v druge smeri neba, torej proti Snoviku in Tuhinjski dolini. Naša občina namreč sega skoraj do Vranskega, kot tudi v smeri doline Kamniške Bistrice, Črne in naprej proti Črnivcu. Trenutna edina kolesarska možnost se kaže kot precej nevarna, saj je potrebno voziti po zelo prometnih glavnih cestah. Kot alternativa se sicer ponekod ponuja precej grob makadam, ki je povsem neprimeren za sodobna cestna kolesa in posledično teh alternativ skoraj nihče ne uporablja. Zanima nas torej, kot tudi številne vaše volivce in podpornike, kakšni so načrti za to področje in aktualni EU finančni perspektivi in koliko smo do sedaj počrpali iz EU sredstev, katera nepovratna sredstva so na razpolago za izgradnjo kolesarskega omrežja in v smeri brezogljične mobilnosti posameznikov ter s kakšno dinamiko oziroma časovnico se boste lotili posameznih odsekov. Glede na zgoraj navedeno nas zanima tudi, kakšna je finančna konstrukcija, koliko bo iz proračuna prispevala občina Kamnik in koliko bomo v ta namen počrpali razpoložljivih nepovratnih sredstev. Prosim vas tudi za predstavitev, kje je glede na prostorski načrt predviden potek bodoče oziroma načrtovane kolesarske steze proti Snoviku in proti izviru Kamniške Bistrice ter preko Črne proti Črnivcu. Zahvaljujemo se vam za vaše odgovore in upamo za hitro izvedbo načrtovanih projektov za vse nas. Hvala. Hvala. Besedo ima Barbara Strajnar. Izvolite. Hvala lepa za vprašanje, pa lepo pozdravljeni vsi. V pretekli finančni perspektivi 2014-2020 je bila občina Kamnik zelo uspešna na področju črpanja nepovratnih sredstev z področja trajnostne mobilnosti. Večino nepovratnih sredstev smo pridobili na razpisih kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jih za navedena sklada razpisujejo ministrstva kot posredniški organi. V prejšnji perspektivi je bil izdelan tudi strateški dokument, to je celostna prometna strategija. Dokument predstavlja pomemben korak k bolj trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti s poudarkom na trajnostni mobilnosti, hkrati pa gre za nujno potrebno podlago za izvajanje posameznih mobilnostnih ukrepov. Za dokument, ki je bil zaključen leta 2017, smo prejeli nepovratna sredstva v višini 66.300 evrov, za izvedbo ukrepov iz tega dokumenta pa smo na različnih razpisih pridobili dodatna 2 milijona evrov. Občina Kamnik se je s sprejemom celostne prometne strategije zavezala k uresničevanju njenih ukrepov,
država pa je s sofinanciranjem spodbujala izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti. Občina Kamnik je izvedla naslednje večje projekte. Uvedba sistema izposoje električnih koles v Kamniku, Kankolo, nepovratna sredstva v višini 116.778 evrov, gradnja sklenjene kolesarske povezave in varne pešpoti v Kamniku, nepovratna sredstva v višini 158.627 evrov, gradnja P+R Graben, nepovratna sredstva v višini 249.850 evrov, gradnja regionalne kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana, dogovor za razvoj regij, Evropski sklad za regionalni razvoj, nepovratna sredstva v višini 612.180 evrov in pa gradnja kolesarske povezave Kamnik-Godič, dogovor za razvoj regij, Evropski sklad za regionalni razvoj, nepovratna sredstva v višini 797.560 evrov. Občina Kamnik sodeluje tudi z lokalnimi akcijskimi skupinami in s projektom Enostavno na kolo smo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pridobili nepovratna sredstva v višini 11.639 evrov. Občina Kamnik je trenutno tudi vodilni partner evropskega projekta Pop-up Urban Spaces, ki se bo izvajal vse do konca leta 2026. V okviru projekta bomo z ukrepi taktičnega urbanizma izboljševali pogoje za pešce in kolesarje v središču mesta. Tukaj gre pa za Evropski sklad za regionalni razvoj, program Interreg Centralna Evropa in nepovratna sredstva v višini 311.704 evrov. V aktualni finančni perspektivi, to je v 2021 do 2027, bodo na razpolago finančna sredstva namenjena uresničevanju prednostnih nalog z področja trajnostne mobilnosti. Občina Kamnik je že pristopila k izdelavi občinske celostne prometne strategije. Namen druge generacije teh dokumentov je prispevati k razvoju urbane mobilnosti in pomagati pri vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema. Za izdelavo omenjenega dokumenta bo občina prejela 30.100 evrov nepovratnih sredstev, v prihodnje pa bodo sofinancirani tudi ukrepi iz tega dokumenta. V sklopu dogovora za razvoj regij so tudi razpisana sredstva za različna področja, in sicer za zeleno infrastrukturo, izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ali obnovo, podjetniške inkubatorje, regionalne mobilnostne centre ter tudi za izgradnjo oziroma dograditev državnih kolesarskih povezav. Na območju občine Kamnik je kot državna kolesarska povezava opredeljena glavna kolesarska povezava G13 Kamnik-Vransko, ki je del kolesarske povezave Ljubljana-Celje. Ker gre za državno kolesarsko povezavo, je v vseh fazah projekta nujno sodelovanje Ministrstva za infrastrukturo oziroma Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki mora predlagano traso odobriti. Zavedamo se, da je kolesarska povezava skozi Tuhinjsko dolino zelo pomembna za zagotavljanje varnosti kolesarjev in vzpostavljanja pogojev za trajnostno mobilnost, zato je občina Kamnik aktivno pristopila k temu projektu. Izdelana je bila zasnova umestitve v prostor in je trenutno predvideva več variant trase in je posredovana nosilcem urejanja prostora. Za vse posege morajo biti pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, pridobljena pravica graditi in ustrezna upravna dovoljenja. Projekti, ki bodo uspešni na razpisu dogovora za razvoj regij, morajo biti zaključeni najkasneje do decembra 2029. Predvideno je financiranje 80% upravičenih stroškov strani Evropske unije in 20% udeležbe občine. Vse z evropskimi sredstvi sofinancirane kolesarske povezave, ne glede na vir financiranja, morajo izpolnjevati naslednje pogoje. Izboljšana navezava na urbana središča, izboljšana navezava na vozlišča javnega potniškega prometa, ki spodbuja multimodalnost pri upravljanju dnevnih poti, zmanjševanje motornega prometa, sprememba potovalnih navad lokalnega prebivalstva.
če povzamem, v bistvu gre za sofinanciranje trajnostne mobilnosti za vsakodnevne opravke, za to, da mi spremenimo način potovanja za odhod v službo in v šolo. Rekreacija in turizem v bistvu ni predmet sofinanciranja, vsi pa vemo in si tudi želimo, da so te kolesarske povezave, ki jih s temi sredstvi zgradimo, namenjene tudi temu. Ampak pač ni pa to cilj tega Evropske unije in pa države, ki to spodbuja. Med pomembnejše državne kolesarske povezave pa nista uvrščeni povezava skozi dolino Črne in tudi ne povezava v dolino Kamniške Bistrice, zato trenutno nista upravičeni do sofinanciranja z evropskimi sredstvi. Občinska uprava si bo še naprej prizadevala za udejanjanje ukrepov z področja trajnostne mobilnosti in se trudila pridobiti čim več nepovratnih sredstev v okviru razpoložljivih kadrovskih in finančnih zmožnosti. Hvala. Želite dopolnitev vprašanja? Ne. Potem dajem besedo gospe Nini Semprimožnik. Izvolite. Hvala za besedo. Dne 28. februarja 2024 je v osnovni šoli Stranje potekala predstavitev projekta novega mostu na regionalni cesti Kamnik-Stahovica. Strani zainteresirane javnosti je bilo največ vprašanj in dvomov podanih zaradi predlagane prometne ureditve mimo osnovne šole, ki predvideva avtobusni postajališči na vozišču. Poudarjeno je bilo, da takšna postajališča niso primerna, ko ima avtobus daljši postanek, na primer, ko gredo šolarke in šolarji v šolo v naravi. Kot možna rešitev te problematike je bila nakazana izgradnja dodatnih površin za namen parkiranja in obračanja ob obstoječi šolski večnamenski ploščadi. Dostop z glavne ceste do teh površin bi potekal mimo trgovine Tuš. Kaj je bilo do sedaj narejeno za realizacijo te rešitve? Ali je že znana časovnica izgradnje mostu? Naše mnenje je, da mora občina Kamnik glede na bodočo prometno ureditev v okolici šole nujno sočasno urediti rešitev za postajališče oziroma obračališče avtobusov, parkirna mesta za zaposlene in hkrati tudi preureditev zunanjih površin, saj vemo, da se je prvotno nogometno igrišče na večnamenski ploščadi zaradi pomanjkanja površin spremenilo v parkirišče. Hvala. Besedo ima Tim Štritov. Izvolite. Se pravi, časovnica izgradnje mostu je sledeča. V juniju 2024 je bila izvedena uvedba v delo izvajalca gradbenih del. Začetek del je predviden v prvi polovici julija 2024, pogodbeni rok za dokončanje del pa je 330 koledarskih dni. Kot izhaja iz zapisnika Komisije za pripravo strokovnega mnenja glede upravičenosti vzpostavitve avtobusnih postajališč na vozišču državnih cest v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo z dne 30. januar 2024 je v sklopu projekta sanacija premostitvenega objekta in gradnja novega objekta čez Kamniško Bistrico v Godiču predvidena izvedba para avtobusnih postajališč na vozišču cestišča R1 225 skozi 1083 Kamnik oziroma Mekinje Stahovica, ker v območju naselja zaradi prostorskih omejitev ni možno zagotoviti izvedbe avtobusnih postajališč izven vozišča ceste. Na vplivnem območju avtobusnih postajališč se hitrost omeji na 30 km/h, predvidena je postavitev merilnika hitrosti v obe smeri. Med obema postajališčama je načrtovana izvedba semaforiziranega prehoda za pešce. Občinska uprava je pripravila 2 idejna predloga nove prometne ureditve na območju šole. Prvi predlog vsebuje 16 parkirnih mest s krožno cesto, drugi predlog pa vsebuje 24 parkirnih mest z obračališčem. Parkirišča pri osnovni šoli, ki se nahajajo pri vhodu, se ukinjajo, površina pa se nameni za parkiranje 2 avtobusov. Za izgradnjo parkirišč in obračališča bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za manj zahteven objekt skladno z veljavnimi predpisi. Občinska uprava bo naročila ustrezno projektno dokumentacijo za izvedbo, vse pod pogojem sklenitve predhodnih dogovorov z lastniki predmetnih zemljišč. V zvezi s problematiko parkirnih mest za zaposlene v osnovni šoli Stranje in posledično parkiranjem na prvotnem nogometnem igrišču na večnamenski ploščadi si želimo v prihodnjih letih pristopiti tudi k ureditvi omenjenih površin. V letu 2021 je bilo neposredno ob osnovni šoli preurejeno vrtčevsko otroško igrišče, kar je bil prvi in zelo pomemben korak k ureditvi okolice šole. Ker pa občina Kamnik ni lastnica okoliških zemljišč s preureditvijo, katerih bi pridobili dodaten prostor,
bo v nadaljevanju potrebno upraviti razgovore z lastniki sosednjih zemljišč. Ukolikor bodo ti zemljišča oziroma dele le-teh pripravljeni prodati, bomo pristopili k odkupom in nato k idejni zasnovi o preoblikovanju zunanjega prostora okoli šole. Hvala. Hvala. Želite dopolnitev? Ne. Potem dajem besedo Matiji Podjedu. Izvolite. Hvala za besedo. Lanskoletne poplave so pustile velik pečat. Najprej nepredstavljivi 4. avgust, nato še 27. oktober, ko ste preprečili še večjo katastrofo, kot bi lahko bila, a je šlo kljub temu ogromno dela v nič. Vemo, da je bilo že ogromno narejenega, kar nekaj dela pa še čaka. Kakšna je bila potem zadnja številka? Koliko plazov je bilo zavedenih v Ajdi, koliko plazov je že realiziranih in koliko jih je v izvedbi? Zanima nas tudi, koliko sanacij plazov se projektira in koliko plazov je nujnih za sanacijo, da ogrožajo objekte. Kakšni so plani za naprej? Kolikor nam je znano, so sredstva, ki so bila nakazana z države, porabljena, kako kaže s financiranjem za naprej? Kdo bo kril stroške? Hvala. Za vprašanje besedo dajem poveljniku civilne zaščite, gospod Tomaž Zabavnik, izvolite. Hvala za besedo in vprašanje. Takoj po katastrofalnih poplavah avgusta 2023 smo v občini Kamnik pristopili k aktivnemu ukrepanju. Na teren smo poklicali strokovnjake, geologe, gradbene inženirje, statike za izvedbo intervencijskih sanacij plazov. Z njihovo pomočjo smo izvedli prve oglede in na podlagi njihovih priporočil pričeli s pripravo popisov potrebnih sanacijskih del. V začetku letošnjega leta smo s strani Državne tehnične pisarne prejeli novo navodilo in usmeritve, kako morajo biti izdelani načrti sanacije in kaj vse morajo vsebovati. Po izvedbi evidenčnega naročila in izbiri najugodnejšega projektanta le-ta takoj prične za izvedbo geoloških raziskav, ki so pogoj za izdelavo kvalitetnih sanacijskih načrtov. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na Državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in da bomo za predmetno sanacijo prejeli tudi državna sredstva za naslova sanacij. Do danes smo v sistemu Ajda zabeležili 179 plazov ali usadov, od tega 140 v avgustovskih ujmi in 39 v oktobrski ujmi. Ti plazovi se nahajajo nad in pod hišami ter cestami in predstavljajo veliko tveganje za prebivalce in infrastrukturo. Na 60 plazovih ali usadih že potekajo najrazličnejše aktivnosti. Do sedaj je bilo realiziranih oziroma saniranih že 6 večjih plazov za hišami. V teku je sanacija velikega območja v Košižah in v Snoviku. Izdelanih je 14 projektov sanacij, za katere se čaka pozitivno recenzijo s strani Državne tehnične pisarne. Na preostalih plazovih ali usadih se izvajajo geološke raziskave in izdelava samih projektov sanacij na podlagi prejetih poročil iz laboratorija. Trenutno je v teku izvedba 6 evidenčnih naročil za izbiro projektanta za sanacijo 9 plazov. Ocena strokovnjakov je, da je potrebno v občini Kamnik nujno sanirati približno 60 plazov, ki neposredno ogrožajo objekte in ceste. Preostali plazovi bodo sanirani v rednih rokih oziroma glede na dinamiko stanja na terenu. Redno spremljamo stanje na terenu in se odzivamo na vse pozive občanov. V letošnjem letu imamo na občini Kamnik v planu izvesti vse evidenčna naročila za izbiro projektantov sanacij plazov in pričeti za izvedbo nujnih sanacij glede na pridobljene pozitivne recenzije. Zavedamo se, da so strokovnjaki, izvajalci geoloških raziskav in laboratorijev preobremenjeni zaradi obsega katastrofe, zato se projekti izdelujejo glede na prioritete in oceno tveganja. Sredstva, ki smo jih prejeli kot predujem na podlagi ocene škode v aplikaciji Ajda, so že porabljena. Za kritje stroškov nadaljnjih sanacij bomo s strani države prejeli dodatna sredstva v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. V teku so aktivnosti za popis
podpis aneksa k pogodbi za financiranje sanacije 2 večjih plazov v skladu z rednim programom, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, je potrebno tudi za vsako sanacijo podpisati z državo nov aneks k pogodbi za črpanje teh sredstev. Vsem občankam in občanom zagotavljamo, da si aktivno prizadevamo za sanacijo vseh plazov, ki so posledica katastrofalnih poplav v preteklem letu. V aplikacijo AJDA smo dodali manjkajoče podatke in posodobili obstoječe, tako da sedaj v celoti odražajo dejansko stanje na terenu. S tem smo zagotovili še bolj celovit pregled nad nastalo škodo in potrebnimi ukrepi za sanacijo. Prav tako je zelo pomembno, da so tudi NRP-ji za sanacijo usklajeni. V primeru poslabšanja stanja na terenu občanke in občane prosimo, da nas o tem obvestijo in bomo takoj po prejemu obvestila tudi ukrepali. Hvala. Želite dodatno pojasnilo? Ne. Potem zaključujem prvo točko in